Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Danes se bomo dotaknili teme, ki je v zadnjih tednih požela veliko zanimanja, hkrati pa dvignila veliko prahu v svetu prehrane. Začetek januarja smo dobili nove prehranske smernice v Združenih državah Amerike in te smernice so največji preobrat, ki jih je svet prehrane videl v zadnjih 50 letih. V tem podcastu bomo šli pogledati, zakaj je do teh smernic prišlo, kaj so te smernice, katera načela vsebujejo in kaj te smernice pomenijo tudi za nas tukaj v Evropi in v Sloveniji. Z drugo administracijo Donalda Trumpa so se začele v Ameriki dogajati velike spremembe, tako na političnem področju kot tudi na drugih področjih. Tudi na prehranskem področju so se začele dogajati spremembe. Mogoče ste že zasledili ime Robert F. Kennedy Jr. in njegov slogan Make America Healthy Again. Robert F. Kennedy Jr. je minister za zdravje v administraciji Donalda Trumpa in on se je lotil problematike javnega zdravja in predvsem problematike prehrane. Ob ponovnem nastopu Donalda Trumpa kot predsednika Združenih držav Amerike se je Robert F. Kennedy Jr. lotil preobrata v prehrani. Zbral se je s številnimi znanstveniki, strokovnjaki s področja prehrane, zdravja, biologije in nevroznanosti in skupaj so oblikovali nove smernice s ciljem, da naredijo ameriško populacijo ponovno zdravo. Ameriško zdravstvo in zdravje ljudi je trenutno v Ameriki na kritični točki. Ogromno je debelosti, ogromno je obesitija, ogromno je zdravstvenih težav, diabetes raste, srčna obolenja rastejo in tudi nevrodegenerativne bolezni so v poraščanju in so na vrhu v celotni zgodovini človeštva. Zato se je administracija Donalda Trumpa in Robert F. Kennedy Jr. so se lotili te problematike in začeli so s prehrano. Že dolgo je javno znano, da je današnja prehrana zelo slaba in zelo nekvalitetna. Tukaj v Evropi je še ok, v Ameriki so pa stvari veliko slabše. Vendar, da bi lahko bolje razumeli današnjo prehrano in njen vpliv na zdravje in počutje ljudi, se moramo ozreti nazaj v zgodovino. Kot zgodovinar po uradni izobrazbi rad pogledam v preteklost, da razumem našo sedanjost. V svojem diplomskem delu Oris prehranskih navad v 20. stoletju sem raziskoval zgodovino prehrane in kako so se prehranske navade spreminjale od prazgodovine pa do 21. stoletja. In če na hitro povzamem moje diplomsko delo, največje spremembe so se zgodile v prejšnjem stoletju, tam nekje v 60. in 70. letih v Združenih državah Amerike. Tam so začele nastajati prve uradne prehranske smernice, na katerih temeljijo tudi vse smernice, ki jih poznamo danes. V 50. letih prejšnjega stoletja se je v ZDA pojavila epidemija srčnih obolenj in takrat so začeli intenzivno iskati razloge za te bolezni. In vzrok za te bolezni so našli v nasičenih maščobah in maščobah na splošno, zato se je začela tam oblikovati strategija oziroma politika nizkomaščobne prehrane, kjer so nasičene živalske maščobe začeli zamenjevati za rastlinskimi olji in so dali poudarek na ogljikovih hidratih in izdelkih iz žit. V 80. letih so se oblikovale prve prehranske smernice, 1292 pa smo dobili tako poznano prehransko piramido, ki je temeljila predvsem na ogljikovih hidratih in izdelkih iz žit, sadju in zelenjavi in omejevala je vnos mesa, mastnega mesa, maščob in sladkorja. Vendar, čeprav je bil cilj teh prehranskih smernic zmanjšati epidemijo srčne bolezni, zmanjšati obolenja in kronične bolezni nasploh, se je zgodilo ravno obratno. V zadnjih 50 letih od nastanka prvih prehranskih smernic so tako epidemija debelosti, srčnih obolenj, rakavih obolenj, kot tudi nevrodegenerativne bolezni so v porastu.
in tega so se znanstveniki in raziskovalci na področju prehrane in kroničnih bolezni začeli zavedati in začeli poudarjati, da te smernice niso bile dobro narejene in da so temeljili na slabe znanosti. In tega problema se je lotila administracija Donalda Trumpa v glavni vlogi z Robertom F. Kennedyjem Jr. Začeli raziskovati prehransko stroko in zbirati nove nasvete in ustvarjati nove smernice, kako bojo naredili ameriško populacijo bolj zdravo. Začetek januarja so nato izdali nove prehranske smernice za obdobje 2025 do 2030 in te smernice so največji preobrat v zadnjih 50 letih v prehrani. Če so pretekle smernice poudarjale omejevanje kalorij, omejevanje vnosa sladkorja, omejevanje nasičenih živalskih maščob in uporabo rastlinskih olj tako za peko kot tudi za prehrano, trenutne smernice grejo prav kontra temu. Nove prehranske smernice so tudi skoraj dobesedno to nam vse poznano piramido obrnile na glavo. Če so bili prej ogljikovi hidrati na dnu, se pravi osnova prehrane, so se sedaj znajdli prav na vrhu in pa tudi meso, nasičene maščobe, živalske maščobe, jajca in holesterol, če so bili prej skoraj v vrhu piramide, so sedaj osnova piramide. Te nove prehranske smernice imajo 3 glavne stebre. Prvi steber je tako imenovana totalna vojna proti industrijsko pridelanim izdelkom. Fokus ni več na štetju kalorij iz same hrane, temveč na zaužitju hrane, ki je čim manj procesirana, ki ima na embalaži čim manj sestavin, čim manj dodatkov, čim manj aditivov in tako naprej. Drugi steber teh prehranskih smernic je rehabilitacija živalskih in nasičenih maščob. Če so do sedaj oziroma do nekaj 10 let nazaj nasičene maščobe, jajca, maslo, ghee, rdeče meso in tako naprej veljale za nezdrave in da povzročajo zdravstvene težave, sedaj temu ni več tako in glavni krivec za te bolezni so sladkor in rastlinska olja in ravno to je tretji steber teh novih smernic, to je izločitev rastlinskih olj. V 60., 70. in 80. letih, ko so se začele razvijati moderne prehranske smernice, so začeli nasičene živalske maščobe zamenjevati za rastlinskimi olji, vendar problem z rastlinskimi olji je to, ker imajo veliko omega 6 maščob, hkrati pa ustvarjajo tudi oksidativni stres v telesu, vnetja in lahko na dolgi rok vodijo tudi do številnih kroničnih težav in bolezni, ki jih poznamo danes. Tako da to so 3 stebri teh novih prehranskih smernic in glavna filozofija teh prehranskih smernic je to, da se vrnemo k naravni hrani in da se vrnemo k hrani, ki je minimalno predelana in ne vsebuje vnetna rastlinska olja. Sedaj se pa postavlja vprašanje, kako bojo te smernice in nova prehranska politika vplivala tudi na nas. Kot vidimo iz novic in politike, Evropa in ZDA grejo vsaka v svojo smer in zanimivo bo spremljati, ali bo ta nova prehranska politika v ZDA vplivala tudi na Evropo. Trenutno v Evropi imamo politiko Green Deala, se pravi trajnostnega zelenega razvoja in naša prehrana še vedno temelji na rastlinski hrani. Veliko se spodbuja laboratorijsko meso in še vedno se omejuje naravna tradicionalna živinoreja, čeprav v Ameriki bodo šli nazaj k tradicionalni živinoreji. Tako da bo zanimivo spremljati, kako bojo te različne strategije vplivale tudi na našo prehrano in našo prehransko politiko. Vendar niti potrebno čakati na nove prehranske smernice in novo prehransko politiko in strategijo. Spremembe v svoji prehrani lahko začneš delati že tukaj in zdaj. Fokusiraj se na minimalno predelano hrano, da bo hrana čim bolj naravna, hrana, ki ima na embalaži čim manj sestavin, čim manj aditivov in ostalih stvari, ki jih ne potrebuješ. Prehrana naj bo splošno zdrava, manj sladkorja, manj rastlinskih vnetnih olj,
ne boj se nasičenih maščob, živalskih maščob in mastnega rdečega mesa. Veliko se gibaj, poskrbi za svoj življenjski slog in kvaliteto svojega spanja. Če si tudi ti v poplavi prehranskih nasvetov, diet, prehranskih dopolnil in ne veš, kako narediti prve spremembe v svoji prehrani in optimizirati prehrano za več energije, počutja in zdravja, potem te popolnoma razumem. Tudi jaz pred 10 leti, ko sem začel raziskovati prehrano, sem bil zelo zmeden, ampak v teh letih sem nabral veliko znanja, tako teoretičnega kot praktičnega, o tem, kaj je zdravo, kaj ni zdravo in kako spremeniti svojo prehrano, da sem izboljšal svoje energije, počutje, produktivnost ter tudi splošno zdravje. Pripravljam nov spletni program o prehrani, v katerega bom vključil vso svoje znanje, ki sem ga pridobil v zadnjih 10 letih o prehrani. V tem programu se bomo naučili o tem, kaj je zdrava prehrana, načela zdrave prehrane in veliko se bomo fokusirali na prehranski sistem, kako si optimizirati svojo prehrano, svoje navade, da bomo v svojem življenju občutili več energije, več produktivnosti, izboljšali težave tako z prehrano, kot tudi s prebavo in splošno s počutjem. Cilj tega spletnega programa je, da ti predam vso znanje, ki ga imam, da boš izboljšala svojo energijo, se zjutraj zbudila spočita, popoldne ne bo energijskega padca in ne boš potreboval dodatnega kofeina ali stimulansov za preživeti dan. Če želiš biti obveščena o začetku tega programa in prejeti ekskluzivni popust za prve prijave, potem te vabim, da si pogledaš povezavo v opisu te podcast epizode in se prijaviš na obveščanje. Hvala, ker ste bili z mano v tej epizodi in se vidimo v prihodnjih. Čau, čau.